Ok, a imate vsi mail, ki sem vam ga včeraj poslal? A sem ga danes poslal? Ja. Mail, ki sem ga danes poslal. Torej, dajmo iti pod Appearance pa Themes, pa bomo inštalirali tole temo, s katero bomo zdaj delali. Torej, Appearance pa Themes, potem pa tukaj imamo en gumbek Add New, pa potem še Upload. Appearance, Themes, Add New, Upload. In tukaj bomo izbrali tole datoteko, ki sem vam jo poslal. Imate. Poslali. In divi.zip. Evo. Vem, da imata dve isti problem, tako da dajmo ta problem rešiti v trenutku, ko najdem miško. Evo miško. Torej, pejmo vsi skupaj zdaj na našo domena.com pošiljnica cpanel. To je zdaj samo za tiste, ki imajo zdaj svojo domeno, pa jim ne pusti večjega fajla skopirati. Ok, pa dajte najdete tole, select PHP version. Pa dajmo najprej set as current klikniti, pa potem na desni strani imamo switch to PHP options. Zdaj imam jaz že switch to PHP extension, zato ker sem že tukaj, tako da vsi vidimo tole, kakor jaz. Ja? Tako. Na ta prvo stvar, ki bomo kliknili, je tukaj memory limit. Na desni strani imaš switch to PHP options, evo. Ta prva stvar, ki je memory limit, dajmo samo klikniti gor, pa spremeniti na maksimum, kar je. In pa potem tale post max size, oziroma upload max size bo tisti, ki je zdaj nam delal problem. In ga dajmo samo spremeniti v nekaj, kar je več kot 10 mega, se pravi 32 mega bo čisto ok. Damo apply. Koliko si dal na memory limit? Kakaj? Maksimalno, kakor je. 512. Ja, in pa tale upload max file size, zdaj iz 2M na recimo 32M. In pa potem tukaj spodaj, ne pozabite klikniti na save. Save, da si on zapomni. In zdaj, če bi bilo tukaj vse po sreči, bi nas zdaj mogel spustiti noter za tole datoteko. Ja, vidimo, če mene spusti noter. Evo, kaj je on zdaj naredil, ne? Vse to je zdaj skopiral na strežnik, on bo zdaj to mapo odzipal in potem mi bo dal na voljo, da to temo aktiviram na svoji spletni strani. Se pravi, bomo imeli naenkrat nekaj čisto drugega, kar smo imeli prej. Tako. Evo nas. Ja, veš kaj, evo, se je že zaključil, zdaj pa lahko še tukaj na Activate, se pravi tale drugi link po vrsti, pik, to da imamo stvar aktivno, ne. Videli bomo, da je stvar aktivna tako, da je ta stvar prva po vrsti in da je tale zadevščina tudi tukaj zraven piše, da je active tema. Naredimo 5 minut na pauzo ali nadaljujemo? Ok, dobro. Torej, zdaj boste videli, da je na levi strani moje navigacije ena nova opcija tukaj divi. Dajmo z miško iti čez in pa iti v Theme Options, tako da pridemo do prvih nastavitev za to našo temo, ki jo imamo. Torej, tako, divi in pa Theme Options. Mimogrede, dajmo prvo stvar, ki jo tukaj nastavimo, v temle zavihku Updates. Če se nimaš.
Evo nas, ok. Dobro, pa dajte še enkrat odpreti mail, ki sem vam ga poslal. In pa dajte skopirati tole žlobodravščino, ki je tukaj v tem mailu, tale API. In pa, tukaj prelepte v API, pod username pa dajte velik L, OMBI. Ping in prelepimo API noter in dajte save changes. Kaj se je zdaj zgodilo? Ne? Kaj smo zdaj naredili? Zdaj smo v bistvu povezali to temo z mojo naročnino, da boste to temo lahko avtomatsko posodabljali. Ne? Tako vsakeč, ko bo prišla posodobitev za to temo, bomo to imeli. Ne? Se pravi, jaz bom zdaj kliknil na tole ikonco, ki smo jo zadnjič spoznali za update. In tukaj lahko vidimo, če poskrolamo dol, da za nalož sem vam dal eno staro verzijo, zato da vidimo, kakšna je. No, pa pejte z miško čez dashboard, pa pejte v updates. Torej, z miško pejte čez dashboard in pa updates. Pa vam bo potem pokazali. Ja? Torej, tako kot sem rekel, za nalož sem vam dal eno malo starejšo verzijo, zato da boste to videli. Ne? Verzija 3.4.1 je trenutno inštalirana, verzija 3.17.6 je pa tista, ki je trenutno najnovejša. Ne? Tako da dajmo posodobiti svojo prvo temo, tukaj le obkljukam in kliknem na Update Themes. In on bo se zdaj povezal z centralnim strežnikom, skopiral najnovejšo verzijo dol, jo prekopiral in potem imamo fresh, latest Divi. In jaz imam zdaj Divi updated successfully, to je to. Imamo najnovejšo verzijo te teme zdaj na naši spletni strani. In pejmo zdaj nazaj na theme Divi in pa theme options. Sem že začel malo mešati besede, ker ni dober znak. Ja. Tako, malenko se je spremenilo od zadnjič, torej tukaj imamo zdaj že prvo možnost, da v svojo spletno stran skopiramo en logo. Se pravi, to je neka grafika, ki se nam bo pojavila v navigaciji na spletni strani, takoj zraven menija. Torej, lahko, predvsem slikico, zdaj Wordovega fajla ne boš mogla skopirati, tako da dajva probati video, mislim, da tudi ne bo spustil skozi. Samo slikico je tista, ki bo šla. Pa bom kliknil na upload in bom poskusil neko neumnost izbrati. Evo, jaz bom probal tole mačko v pici kot svoj logo uporabiti, da bo. In zdaj imam to noter. Torej, kliknite na upload, izberete svojo slikco, to lahko kadarkoli potem spremenite in to je to. Ne, si že imaš nastavljeno, to je to. To je to. Samo zdaj ne iti na kakšno drugo stran, zato ker še niso shranjene spremembe. Ok. Ta druga stvar, ki je za nastaviti, je tole. Kaj pomeni Fixed Navigation Bar? V trenutku, ko bo uporabnik začel scrollati po vaši spletni strani nadol, bo ta opcija ohranila meni na zgornjem delu zaslona. Tako da meni ne bo zginil, ampak se bo držal zgornjega dela zaslona in v trenutku, ko je to vklopljeno, imamo potem cel cajt meni od zgoraj, da se nam drži. Pa bomo še tole vključili, tale Enable Divi Gallery, ker bomo spoznali, kako naša galerija zgleda, še v malenkost boljši verziji. Naslednja možnost, ki jo imamo, je tukaj default barve.
če imamo recimo mi zdaj nek CGP, kjer imamo te barve definirane, ne, si jih lahko tukaj nastavimo, tako da v vsaki možnosti, kjer bomo imeli lahko recimo, ne vem, naslov je take barve, bodo te barve takoj že zraven na voljo, ne, in lahko točno tisto barvo, ki jo imamo mi za logo, izberemo, ne, točno uno barvo, ki je komplementarna, točno uno barvo, ki je, ne vem, sekundarna, terciarna, pač vse te stvari lahko shranimo noter. Ok. Tole. Show Facebook icon, show Twitter icon, show Google+, show RSS icon. V določeni točki na tej spletni strani se bodo pokazale te ikonce za socialna omrežja, ne? In tukaj, če jih recimo ne želimo uporabljati, si jih lahko izklopimo, oziroma če jih želimo uporabljati, jih tukaj potem lahko napišemo, ne? S tem, da napisati jih morate nujno z HTTP, ne? Zato, ker če ne začnete pisati z HTTP, bo brskalnik mislil, da je to samo pod element te strani, ne? Se pravi, je potem moja stran.com pošiljnica www.google.com, ne? To pač ni, tako da dajmo tega ne imeti. Samo sekundo, malenkost dol poskrolite za tole možnost Google Fonts Subsets. Kaj je to? Če uporabljate recimo jezik, ki ima šumnike, tako kot je slovenščina, so to neke dodatne možnosti za fonte, ne? Se pravi, ne vem, Č, Đ, Š so potem v subsetu noter, tako da pač to si samo obkljukite, če hočete imeti uporabljati slovenščino ali pa kakšno drugo zadevščino, ne, kakšno poljščino ali pa kaj. Se pravi, vse te ekstra znakci so potem tukaj noter. Ne, imamo dostop do vseh fontov, ki jih imamo prek Google Fonts, ne, to je približno 600 ali še celo več fontov, oziroma font družin, in to je kar nekaj fontov. Ja, skozi ti boš tekel zaslon, mislim, cel kompjuter ti boš tekel. Veš kaj, veš, da ne vem na pamet, kaj je smooth scrolling, ampak to je bilo v določenih brskalnikih, da si kliknil, pa da je potem počas šlo, ne. To je zdaj, veš, v dobi, kjer imaš ti touchscreen, je to čisto whatever, ne, to je pač še nekaj, kar je za določene brskalnike, pa mislim, da imajo to že avtomatsko izklopljeno, tako da pač je pač še vedno tle kot opcija, no. Imamo pa tole, no, to zna biti zanimivo za tiste, ki bi recimo imeli navigacijo čisto samo zgoraj, ne, se pravi back to top button v trenutku, ko bo nekdo poskrolal več kot pač, ne vem, mislim, da pol zaslona ali pa en zaslon, ne, se bo tukaj od spodaj pojavil en gumbek, ops, ne, če hočeš iti nazaj gor, pa ne veš, kje imaš home tipko na tipkovnici, lahko klikneš na tole in te bo vrgel nazaj gor. Dajmo klikniti na Save Changes. Torej, za vsako to stvar nujno, ne, da ne bomo pozabili shraniti te stvari, na Save Changes, in zdaj imamo nov logo na strani in si lahko za hec tudi pogledamo našo novo spletno stran. In pri mojih skoraj nobenem zavihku, evo, jaz imam to lepo mucko zdaj tukaj na spletni strani kot logo in imamo zdaj neko osnovno pozicijo teh elementov, čisto vse od tega bomo lahko spremenili. Tako da ne skrbeti. Pojdimo nazaj na navigacijo.